V čast mi je, da lahko danes nekoliko predstavim kolegico Nino Dragičević in predvsem njeno delo. Ne bomo se posvetili zgolj enemu, pač pa celoti oziroma tematiki oziroma problematiki, o kateri Nina govori oziroma piše. Zdaj, na prvi pogled mogoče je zavideti, kot da nima veliko skupnega s temo vojne in miru. Danes smo tukaj, da bova dokazali nasprotno, ker je še kako pomembna bitka. Sprehodili se bova čez torej 3 njena dela. Prvo prozno besedilo, Kdo ima druge skrbi, potem Slavne neznane, nekoliko bolj že strokovnejša literatura in pa Med njima je glasba, ki je izšla nazadnje. Zdaj, mogoče najboljše, da začnemo pri nuji, pri ustvarjanju. Zdaj, znano je, da si v prvi knjigi, ki je Kdo ima druge skrbi, govoriš o svoji izkušnji, srečala si se s težko boleznijo, ki je tudi vplivala na tvoje življenje. Igrala si violino, dosti profesionalno, in zaradi bolezni si se temu tudi mogla odpovedati, o tem tudi pišeš v delu. Mogoče poveš več o tem, o tej nuji, ki je, oziroma doživljanju tega, kako si se spopadla s tem in kako se to odraža. Živjo. Mogoče ne bi govorila toliko o nuji, ali pa v bistvu mogoče pa govoriva o isti stvari. Pisanje te knjige, ali pa v resnici česarkoli, se mi zdi bolj preživetvena strategija in hkrati odgovornost. Pa je tudi to mogoče eno te isto. Preživetvena strategija mogoče kot nek kanalizator dogajanja. Sem nekdo, ki zelo pozorno posluša in imam tudi zelo dober spomin, pa zdaj ne vem, ali to pomeni, da imam srečo ali pa sem precej prekleta, ne. Skratka, opažam okoli sebe precej enega nasilja, precej enih oblastniških mehanizmov, taktik, strategij, manevrov, ki se pogosto nekako izognejo sami percepciji, zato ker se ne pojavljajo v neki konvencionalni obliki. Pa se mi zdi, da je, če želimo govoriti o civilizaciji, pravzaprav nujno opozoriti točno na tiste pojave nasilja, bodisi zvočnega, bodisi kakršnega koli že, tam, kjer je najmanj očitno. Tako da mogoče je nuja, ampak je pa vseeno bolj preživetvena strategija in odgovornost, preko katerega nekako se tudi subjektiviraš kot nek in politični subjekt in mogoče kot, če se bova danes dotikali, kot mi je že jasno, precej spolne razlike. Skratka, v tem je tudi zelo en feministični moment, ki je pa seveda sam po sebi političen. No zdaj, mogoče je dobro, da tudi to omenim. V glavnem problematika v tvojem delu se dotika problema ženske, potem naprej kategorije ženska lezbika v nekem specifičnem prostoru, ki pa se navezuje na nek glasben prostor ustvarjanja. Zato sem rekla nuja, kot ker pri tem delu je razvidno, da si se spopadala predvsem tudi s to neko odpovedjo in je šlo kot za neko osebno izkušnjo, se pravi osebno izpoved, hkrati pa tudi lahko uporabiš to pisanje kot način, sredstva za nekakšen boj, ki se dogaja na polju ženske v tem specifičnem prostoru glasbe. Ja, mislim, najprej bi rekla, da se ne ukvarjam s problemom žensk,
kvečemu s problemom vseh ostalih. Ampak ja, mislim, ta tema spolne razlike je nekako temeljna, družbeno temeljna je, a ne, kamorkoli se obrnemo, v katerikoli kontekstih smo, najrazličnejših kulturah in tako naprej, vedno pridemo do spolne razlike, a ne. Danes mogoče lahko opažamo neko obliko novega vala feminizma, ne, imamo ta Me Too gibanje, referendum na Irskem, nek boom feminizma v Braziliji. Hkrati pa je še vedno tle, ali pa spet zelo, zelo močna linija retradicionalizacije družbe, ki pa poteka skupaj z enim takim izrazitim nasiljem, ne. Ravno te dni sem recimo brala, da je Svetlana Slapšak, ki jo gotovo vsi poznajo, po pošti dobila eno zelo sovražno pismo, a ne. Skratka, obe liniji zelo potekata skupaj, ne. Kar me skrbi, je pa v tem smislu dvoje. Eno je to, da se mi gibanja, ki sem jih omenila, danes aktualna gibanja, zdijo veliko premalo radikalna, zdijo se mi mnogo bolj spektakelska, ne. Skratka, jaz in zvezdnice in tako naprej in hkrati smo vsi zelo v redu in povezani in vse te koalicije nastajajo in tako naprej. Drugo, kar me skrbi, je pa direktno povezano s prvim, je pa to, da nič od tega, kar se dogaja, ne spreminja osnovnih struktur, ne obvaruje žensk oziroma nikogar, ki ni v neki dominantni skupini. V Braziliji na primer so feministko Marielle Franco preprosto umorili, ne, to so naredili policisti. Ampak če se nam zdi, da smo tukaj v tukajšnjem prostoru mnogo bolj varni, da vse nekako poteka zelo lepo, mislim, če kdo to misli, mislim, da se zelo moti, samo treba je biti pozoren na tisto najmanj očitno, ne, in v tem smislu je to, kar se dogaja, mislim, mogoče reči, da to, kar se dogaja, je v resnici neka maska miru ali pa poti k miru, za to masko pa je v resnici vojna, ki je tako temeljna in tako zelo nikomur ni v interesu, da bi se končala, da bi se nekako družba izravnala, to je preprosto nemogoče, ne. Ni v interesu oblasti, a ne, da pač seveda v interesu oblastnika je, da se reproducirajo isti pogoji, da se lahko pač v neskončnost producirajo ista razmerja. Tako da s tem v zvezi je potem tudi problematično za vse progresivnejše reči, ki bi jih lahko sprejeli. Seveda to ni v interesu oblastnika, oziroma če se lahko navežemo tudi na širše politične in ekonomske. Ne, seveda to ni v interesu oblasti, ampak je treba seveda omeniti, da velik del družbe v tem tudi participira, ne. Saj smo pravkar imeli volitve, a ne, tako da se mi zdi, da je potrebno, če že govorimo o oblasti, nekako mehanizme, ki pripeljejo do določene oblasti, obravnavati in to nas spet pripelje do tega mikronivoja in prepoznavanja tega, kar je tako neočitno, kar se zdi tako benigno, v resnici pa je neka taka za zdaj še mirujoča lava, ne. Posledice so pa jasne. Res je. Dobro, pa če se mogoče kar približava tej ženski v svetu, o kateri je tudi govor, oziroma kako se ti prepoznavaš v svetu, če bi mogoče šli počasi proti razlikovanju spolne in seksualne razlike. Sicer je razlika že to, da si ženska v svetu, kaj šele pride za tem, da si ženska lezbika v tem istem svetu. Mogoče bi prebrala. Prebrala? Aha, ja. Skratka, Sara me je prosila, da preberem
En kratek tekst iz prvega romana. Gre takole. Ja. Jaz sem nateg, tako sem najbrž tudi nastala. Sem fikcija same sebe, imaginarij, ustvarjen po potrebi po vzpostavitvi. Jeklena puhlica, že staljena, pa nazaj zmečkana in puščena v hladitvi. Sem izmišljena gmota delcev, ki se, ubogi nepovezani, komaj da držijo skupaj, da je celota manj opazna. Na škodo partiklov, seveda. Nečloveška sem in emšo so mi dali iz navade in reda in ker sem bila tam in je žigosanje nujno. Nisem niti ženska, niti tip. Nisem otrok, odrasla nikoli, postarala pa se tudi ne bom. Neživalska sem. Če bi bila živalska, bi bil v meni gon, ki ga ni, gonila bi se po barjih in grmovjih, ne glede na trne, šopirila bi se ali pa bi pustila, da se mi šopirijo, ali pa oboje, dokler ne popoka in bi se spet gonila. Breja bi bila in skrbela bi za majhne in jih pošiljala, da se gonijo in v gobcu bi jih nosila do prve jame, kamor bi jih potem odvrgla, ker mi res dol visi. Nikoli ne bom žival. Ne rastlinska sem in rastlinska sem samo po stoični drži, ki je še vsakogar pretentala. To so te spretnosti, zaradi katerih potem tudi človek nisem. Ne obračam se niti proti soncu, niti me veter ne upogne, ker gre lahko čez mene, ker nisem to. Vse, kar sem lepa. Ne drži, da je lepota v očeh opazovalca. Lepa sem in to je dejstvo in takšna sem. Potem ni ničesar, nikoli ni bilo, izmišljene vrline, pridih senzibilnosti, ki jih res ni težko usvojiti, če se ti le ljubi in ljubi močno. Pa za manj, kajti tudi tega ni. Čista izmišljotina sem, zase in za tiste, ki rabijo še. Ker tega ni in se trudijo biti učlovečeni in človeški in vse je usmerjeno v popolni umor in meni se je zataknilo že zdavnaj. Sem napaka druge stopnje. Napake se vrednoti in analizira in rešuje, ponavlja in korigira in spet ponavlja in lahkotnost človeške zmotljivosti je tista, ki me opravičuje. Iz napake se kaj novega naučim, potem je napredek. Kaj ti bo napredek, če crkneš pred samim seboj? Nimam pojma, tako nežna. Nisem subjekt. Magnet za mazohiste, ki jih mirim, korenina za sadiste, iz katere se učijo. Tvorba, polje vidnih min, luč na koncu tunela, luč, ki je zares hitri vlak, mutiran termit na poti sredi gozda. Pa tako ležerna. Avtoakumulacijska poguba, napovedana katastrofa, perpetuum mobile razdejanja, zamaskirana v nek lep obraz, ki je zares tako iznakažen kot njegova nosilka, predatorsko prežoča sredi dogajanja, muka za gravitirajoče, muka za fizike in biologe, trepet za bodoče zaljubljene in odrešitev za naveličane radosti. Ebola z daljšo inkubacijsko dobo. Hvala. V glavnem, ne bom zdaj omenila sicer subjekta, ampak če bi se vseeno dotaknili, to je le ena taka izpovedna izpoved. Izpovedna izpoved? Ne samo izpoved. V glavnem, nekoga, ki si ti, se pravi ženske lezbike, v nekem prostoru. Zdaj, tako mogoče pojo več o tem razlikovanju oziroma problematiko samega spola, kaj pride z njim, ne gre samo za neko biološko nasprotje, pač pa je ozadje globlje, gre za celo serijo enih dejavnikov, ki si sledijo oziroma kaj vse je temu spolu pripisano in kakšne so potem tudi pravila oziroma kaj se pričakuje od posameznega
biološkega spola, recimo, ker se bo potem kasneje navezalo tudi na samo vsebino knjige Slavne neznane, in sicer pridemo do vprašanja, ki ga raziskuješ, in sicer kje so vse slavne oziroma velike skladateljice, glede na samo sceno, ki je seveda, kot že vemo, polna, oziroma tako smo bili naučeni, polna velikih skladateljev. Zdaj si v bistvu odprla tisočletja zgodovine, ne? Kje naj sploh začnem? Preskočila bom vse Simone de Beauvoir in vse te zgodbe, ki jih vemo, in druge spole in tako naprej, in se mogoče osredotočila na umetnost in na glasbo, in kakšno pozicijo imajo ženske in ali lezbijke v tej zgodovini in sedanjosti. Zdaj, mogoče glasba malo, mislim, o tej spolni razliki v različnih umetnostih je bilo že precej napisanega, ne? V resnici tudi v Sloveniji, tukaj imamo dve avtorice, ki sta veliko pisala o tem, ne? Na področju glasbe je pisala recimo Varja Velikonja, ker je ena pomembnejših knjig za feministično muzikologijo, ki je sicer tako rekoč sploh ne bi bilo pri nas, ne? Nataša Velikonja pa se ukvarja s pisateljicami, s to spolno in seksualno razliko. V Ljubljani je še nekaj avtoric, ki se ukvarjajo tudi s to razliko na področju slikarstva in tako naprej. Glasba je pa mogoče specifična, mogoče res je specifična v enih vidikih. En je gotovo ta, da zgodovina glasbo drži v področju tega nečesa svetega, tega nedotakljivega, ker je tako abstraktno, je to torej tisto, kar je nemogoče interpretirati in tako naprej, hkrati pa zahteva tega nekega velikega avtorja, ki je sploh zmožen nekega tako zelo artikuliranega razmišljanja, da bi sestavil neko delo v celoti. Najbrž je iz tega veliki skladatelj Aaron Copland izhajal, ko je rekel, med drugim on, sicer pa mnogo avtorjev, da nikoli ni bilo in nikoli ne bo velikih skladateljic, ne? To pomeni, da imamo danes, to je on rekel v prejšnjem stoletju nekje na polovici, pa tudi danes to mnogi avtorji govorijo, to pomeni, da imamo pred sabo eno blazno zgodovino nečesa, za kar se zdi, da ne obstaja, ne? In zato mi je ta tema zanimiva, in zato se s tem ukvarjam. Zdaj, da bi pojasnila vse te konture, ki jih pišem v knjigi, če bi jih tako na kratko, potem ne bi napisala knjige, ne? Ampak, mislim, v tej knjigi mogoče, mislim, gre za izpostaviti to, da v tej knjigi poudarjam to neko jedrnost zvoka v svetu kot takem, ne? Kot to neko nezmožnost biti v tišini. Kar pomeni, če mogoče malo preskočim par korakov, kar pomeni, da je zvok zelo močno orodje za neko navigiranje družbe v vseh možnih smislih. Tudi oblast, kakršnakoli, ne, na mikro ali pa makro ravni, se utemeljuje v tej neki zvočnosti, ne. In seveda, če se to zdaj spnemo spolno razliko, je ženskam v zgodovini bilo točno to odvzeto, ne. Ne vem, pri verskih obredih so vedno morale biti tiho. Imamo sicer primere grških lamentatork, tako imenovanih žalovalk, ki pa so lahko zvočile in pele in komponirale glasbo, ampak samo za mrtve, ne. Skratka, nikoli ni tega javnega prostora, v katerem bi ženska lahko nastopala, ko pa že, to nas pripelje potem že do drugega vala feminizma in teoretičark iz tistega obdobja, pa ta govor nikoli je praviloma interpretiran kot ne govor, ne. In v tem nekem iskanju neke smiselne družbe se mi zdi zato točno ta vprašanja pametno odpirati, zato ker ves čas peljejo k jedru, ne, ki je
v resnici radikalnost sama, ne? Ko greš v jedro nečesa, v korenino nečesa in od tam potem poskušaš peljati stvari naprej in jih razkrivati, demaskirati, izpostavljati. Ker to v bistvu pomeni, da celo zgodovino v bistvu moramo ponovno napisati, ker zgleda, mislim, meni se z mojimi raziskavami zgodovina ves čas kaže drugačna, kot je sicer predstavljena, ne. Oprosti, ker mislim, zdi se mi smešno, da danes se tako veliko govori o teh nekih lažnih novicah, ne, kot nekaj novega. Ves čas je to nekaj novo, ne, podobno je s prekariatom, ne, kot nekaj danes zelo novega, ne. Ampak če pomislimo, to ženske živijo že ves čas. Odsotnost, lažna novica, pozicija žensk, ta neka duša na delu in tako naprej, to je zelo staro, ne. Danes pa teoretiki, res da praviloma moški ugotavljajo, da je to zdaj nek nov fenomen, ne. Pa se mi zdi, da je to tako, no, upočasnjuje nas, no, to. Pa misliš, da je bolj problematično, da je bila ženski odzeta pravica do muziciranja, ali da so tudi v bistvu določene posameznice obstajale, pa se o tem v bistvu ni pisalo, oziroma se to definitivno manj izpostavlja, kakor za neke moške skladatelje, da mogoče problematika tudi v zgodovini beleženja o teh ženskih umetnicah. No pa seveda se natanko o tem govorim, ne. Ena je ta družbena prepoved zvočenja, ne, muziciranja, govora in tako naprej, skratka zvočenja kot takega. Druga je pa ta raven totalnega izbrisa iz zgodovine, a ne, in teh primerov imamo ogromno, ne. Eno je izbris, drugo so spet neke partikularne, ful se mi zdi glasno, drugo so pa neke partikularne muke, ki so jih doživljale same avtorice, zaradi česar niso mogle sploh priti do nekega javnega prostora, ne. In zgodovina je tega polna, imamo ogromno primerov tudi, ko so se avtorji podpisovali, veliki skladatelj Mendelssohn je recimo tak primer, njegova sestra Fanny je bila zelo prolifična skladateljica, se pa je pokazalo, da je on preprosto se podpisoval pod njena dela, ne, in tega je ogromno, ne. Ali pa tega, da so ženske preprosto nehale ustvarjati, tudi takih skladateljic je mnogo, ki so nehale ustvarjati zato, ker so nekako pristale na to družbeno vlogo te neke skrbnice, gospodinjstva, skratka neke sužnje, ne. Res je. Zdaj, tudi sama si skladateljica, imaš nek odnos do glasbe, glasba ti nekaj predstavlja, bi mogoče na tej točki prebrala še iz slavnih neznanih predgovor. Aha. Okej. Način, kako dojemaš glasbo, ne gre zgolj kot neko, kako bi rekla, ne gre zgolj kot sredstvo, mislim, gre za, glasba ti predstavlja več stvari, ne gre zgolj za sredstvo izražanja, pač pa tudi sam medij, način, če prebereš. Skratka, to je iz zbirke esejev Slavne neznane s podnaslovom Zvočne umetnice v konstrukciji družbe. Ta podnaslov sem povedala zato, ker hočem poudariti, da se jaz ne ukvarjam izključno z biografijami in nizanjem avtoric, ampak v resnici njihove biografije jemljem zato, da pojasnjujem njihovo širšo družbeno pozicijo, ki je, no, ja. No, in to je nek uvod, nek prolog v te eseje. Ko je zvok neviden, je abstrakten in nezanesljiv. Takšen je, ko njegov izvor ni jasen. Takrat je, ne glede na poznanost, že slišano, nerazložljiv in srhljiv. Halucinacija, ki naj se ne ponovi. Ko slišim nekaj za sabo, se obrnem, da pogledam. Da je nekaj za mano, vedno drži, a se ne obračam ves čas, da pogledam. Če tudi bi se, takrat ne bi videla, kaj je pred mano. Najpogostejše zoofobije so tiste pred pajki. Ko je zvok neviden, ni mogoče trditi, da obstaja.
Za družbo je ključnega pomena, da tako ostane. Takrat je zvok prepuščen oblastni manipulaciji, ki ga samovoljno dozira. Natanko to velja tudi za kategoriji ženska in lezbika. Ko je zvok neviden, ne obstaja. Mimobežen je in, če se ne materializira, pahnjen v pozabo. Natanko to velja tudi za nasilje. Vsaka represija je strah. Strah pred pajki, pred zvokom, žensko, lezbiko. Dve izmed naštetih je ustvarila družba. Družba prehaja iz mehanskega v storitveno, iz materializiranega v abstraktno, v zvok. Hvala. Zdaj, kakšen prostor je glasba za ženske? Pač ženske so aktivne na tem področju, zdaj, če gledamo samo, ne vem, žanrsko, če bi razdelili, pač neka področja so še vedno bolj moška. Kje so tisti žanri? Kje so tisti žanri, kjer je mogoče več prostora za žensko, oziroma kje se prostor ženski odpre na tem področju, in pa mogoče bi na tej točki odprla tudi vprašanje, zakaj je za žensko pomembno, da je ženska glasbenica, zakaj ni dovolj, da je zgolj neki subjekt, ki je aktiven tudi na tej sceni oziroma v tem prostoru, kot eden izmed mnogih. Zakaj je tu ta spolna razlika, ki je vse prisotna v tej identiteti, pomembna? V prvem vprašanju me sprašuješ o žanrih, kjer je več glasbenic? Ja? Mislim, recimo, če gledam zdaj novejšo glasbo, vidim dosti progresivnejših glasbenic na področju bolj eksperimentalne muzike, ne vem, mogoče bolj v noise vodah, vidim mogoče malo več ženskih progresivnejših glasbenic, kot se recimo dobro, ne bi v popu govorila, ampak recimo nek metal in drugi ekstremni žanri so še vedno definitivno bolj maskulini oziroma moški. A hočeš reči, da so glasnejši žanri bolj maskulini? Ne, to definitivno ne, ker so ženske trenutno, zdaj tiste, ki spremljam, dosti glasne. Ja. V bistvu ne vem, kateri so to žanri. Res je, da je precej enih zvočnih umetnic v tej tako imenovani novi ali pa eksperimentalni ali pa avantgardni glasbi. Res je tudi, da to čisto iz izkušenj govorim, da se v ozadju vedno pojavi nek tehnik, ki razlaga, kako uporabljati kable. Ampak ne vem, o katerih žanrih. Res ne vem. Mislim, gotovo ni kar tako, da se ženske zelo pogosto ukvarjajo z uspavankami, pa s to neko ljudsko glasbo in tako naprej, ne. Hočem reči, da ni slučaj iz čisto nekega družbenega, sociološkega pogleda, ne. Skratka, neko igranje vloge in tako naprej in navezava na to neko pripisano vlogo. Ampak ne vem, res ne vem, kateri bi bil to žanr. Drugo vprašanje pa je bilo, oprosti, kaj je bilo? Zakaj je pomembno, da se ženska identificira kot ženska glasbenica v nekem glasbenem prostoru, ne zgolj kot... Zakaj je ta spolna razlika tukaj za žensko pomembna, da izpostavi, da je ženska glasbenica oziroma ženska lezbika, ki je glasbenica, in zakaj je pomembno, da se to identiteto izpostavi? Ja, mislim, jaz to precej poudarjam, spet iz nekega širšega pogleda. Jaz verjamem, da je lahko zelo varno in zelo prijetno in da prinese ogromno koristi zanikanje kakršnekoli relevantnosti, ki bi jo ali pa jo ima spolna razlika v tem, kako lahko uspeš v nekem javnem prostoru. In ogromno je enih avtoric, skladateljic, ki poudarjajo, da to nikakor ni relevantno. In to je spet pomembno iz več razlogov. Eden je ta, da je zgodovina potekala tako, da je poudarjala to neko spolno razliko iz te neke patriarhalne, maskuline perspektive, kjer je ženska, kot sem prej rekla, tista, ki karkoli izraža,
to, kar izraža, nikoli ni nek govor, neka artikulirana misel, je preprosto neko spuščanje nekih zvokov in je tudi pretirano emocionalna in tako naprej. To so vse neki stereotipi, ki potekajo že zelo, zelo dolgo, ne. In tudi danes je precej enih muzikologov, ki se ukvarjajo s tako imenovano feminilnostjo v glasbi, ne, kar je seveda precej hud problem, ne. Ampak v bistvu je zelo preprosto, ne, zanikanje relevantnosti tega je v resnici pristajanje na razmere, kakršne so, ne. To je izbrisovanje samega sebe v resnici, ne. To je seveda tudi zelo povezano s temi neskončnimi diskusijami na področju glasbe okoli tega, ali glasba res kaj izraža, ne, ali je mogoče delati glasbo. John Cage je recimo zelo velik in ta cela scena okoli njega se je zelo veliko ukvarjala okoli tega v prvi polovici prejšnjega stoletja, ali je mogoče brez kakršnega koli namena in sporočila in kakršne koli ideje delati glasbo, skratka, kot da nimaš nobenega ozadja za sabo, a ne. Seveda pa se pokaže, da se je nemogoče temu izogniti, ne. Seveda se lahko pa pač temu vedno odrečeš, ne. In kot sem rekla, pri ženskah to prinese lahko veliko benefitov, ne, to zanikanje te neke razlike, ker šele ta omogoči vstop v prostor, ki sicer zanjo ne bi bil rezerviran, ne, če ta obrat se zgodi, ne. Mislim, saj se dogajajo neke male spremembe okoli tega, ampak gotovo ne dovolj, ne, saj ne na strukturni ravni, kjer obstajajo velike razlike v plačilnih razredih, v zastopanosti žensk tudi kot instrumentalist, recimo v orkestrih, ne. Še vedno je, ne vem, v nekih orkestralnih sekcijah, kjer tipa, ne vem, pozavne, trobente, trobila na primer, ne, in tako naprej, ki so zgodovinsko zelo označene kot maskulini instrumenti, še vedno ni več kot 20% ali pa 15% žensk, ne. In zdaj konstantno zanikanje tega, da sploh si ženska, a ne, pripelje točno do tega, da te, mislim, do zanikanja neke lastne pozicije in to potem spet vpliva na zgodovino, ki je v nastajanju, ne. Ja, dobro. A sem jasno razložila? Ja, po mojem, ne. V glavnem, pač problematično je, da bi zastopal pozicijo, da si obkrožen z ljudmi, ki to razumejo, ker se dosti hitro se lahko znajdeš v tem mehurčku, ko so vsi fajn, ampak ne rešuje pa širšega problema, ki je pač vse prisoten. Mislim, ja, ampak kot sem že pri enem drugem vprašanju prej rekla, vedno je treba upoštevati to, da ljudje velikokrat sami sodelujejo v tem, ne, in tudi pri skladateljicah je to precej pogosto. Okej, mogoče malo bolj še k eni dodatni temi. Ne še. V glavnem, v svojem delu govoriš o poziciji ženske in o glasbi. Zdaj, spremljevalna tema, ki je tudi prisotna in se jo dosti močno čuti, je tudi ljubezen. To je pomemben dejavnik pri tvojem delu? Mislim, dosti vpliva? Ne. Ali ljubezen vpliva na moje delo? Ja. Ne, mislim, a ni to danes neko največje sredstvo upora, ne? V družbi, ki je popolnoma desenzibilizirana, do konca nasilna, brutalna, sklepa neke razne naveze zaradi nekega oportunizma in tako naprej. Obdržati senzibilnost danes ali pa prepoznati senzibilnost pri drugem se mi zdi eno zelo močno sredstvo upora in v tem smislu tudi preživetje. Ja. Bi te na tej točki prosila, da prebereš, tudi poveš
Ja, gre za novo delo v nastajanju. Ja, to bo en košček iz nastajajočega pesniškega romana. Grem, vsekakor grem, stopam, slišim, grem, po župi, hodim po župi, plavam, zmorem, ne plavam, a grem. Grem, med flokusi grem, med istmusi grem, po nesreči, ponovno, potratno, grem, gotovo grem, slišim rajo, nikjer, nikogar, kakšen čudež obrat, grem. Grem, slišim zdrava, slišim Marija, nisem Marija, koga le kliče, kaj vendar stoka, slišim posilmo, grem sama, grem nikdar sama, grem, mrazotna mrcina, grem, slišim pridi, slišim nočem, pridi, nočem, grem, slišim res, slišim bam, slišim nočem, bam, ob steno, ob vrata, kredenco, polico, slišim ne, slišim, jo mlati, jo slišim, bam, jo suva, izgine, jo slišim, loputa, povsod dron, povsod noise, evo umetnosti, slišim, torej verjetno grem. Grem, se obujam, se oblečem, se pravi, se zavijam, obtežim, grem ven, ne moram, grem, zastajam, postajam, grem do vogala, zastanem, obstanem, se obrnem, zastanem, se obrnem, postanem skupaj, tiščim, veke se parijo, še se drgnejo, dražijo, še bolj stiskajo, mečkajo, ovijajo navznoter, gledam predse. Korak nazaj se obrnem, pomislim skupaj in sam posmeh me je, se prenesem, obrnem, zasukam, stopim, grem nazaj, stopim, se obrnem, grem domov, se obrnem, v mesto grem, ne grem, nekaj pravi naj ne nekaj, nekdo, saj res, nekdo, torej nekaj, ne nekaj, nekdo, prav, nekdo si pravim ne pojdi, kaj le mi je, vem kaj mi je, ko pomislim, kaj vse se lahko zgodi, in se tudi bo. Piše mi ljubav, reče greva, ves čas hoče greva, hoče nekam ljubav, preganja vrsto let, hodi dol in se pelje gor, ko jo tako preganja, reče, ljubi me brzo, hodi počasi, hodim od kavča do stola, ko piše ljubav, grem po čikmi, praviloma pade na tla, zrem in si mislim, bi ga pobrala, kdo ve, kaj vse sem že požrla, pa sem še kar, vidi me sad, nočem umret. Zato nekoč bo še fina vojna, kaj le bom, če zmagam. Ako piše ljubav, ako kliče ljubav, se javim, ker njen klic pomeni, da je še živa. Ljubav reče, kaj počneš, rečem pišem, reče o čem, ljubav mojstrica nemogočih vprašanj, odgovarjam, kaj naj, reče kaj naj, rečem pišem, kaj naj, reče kaj boš, rečem nič, reče kaj lahko, rečem kaj naj, reče kar zmoreš, rečem nič, reče greva. Pretirano me skrbi, ali je živa, ko tako vztrajam, da nikogar ni, predvsem neživih, drugih pa kolikor hočeš, a nočem, a komu mar. Preložim na kadar pač že, rečem, pišem o odhajanju, stenah, prisežem, da sem srečala Haushofer, njena stena en sam nateg, le ljubi se in ne, meni pa tudi ne, ljubim te. Rečem šla bi, pišem šla bi, zastanem in potem kam le, razpredam, torej grem, rečem šla bi, reče kam le, rečem šla bi, reče z mano, rečem nič, šla bi in komaj čakam, da pride. Dalje rečem, razmišljam na glas, da je ne bi skrbelo, da nisem živa, pa še kako. Rečem, kako nas je Wolf vse skupaj do konca zjebala s tisto sobo, ni pa povedala, kdo jo je zgradil, ni pa povedala, koliko sob je imela, gotovo pa ni povedala, da gotovo ni bila tu, kaj šele zdaj. Ko me zanese, me zaskrbi, kaj lej govorim, ko govorim, ne vem, ali je živa, se potegnem za uzde, rečem, te to sploh zanima, jo pa še kako. Govoriva le še med seboj, udarijo, pravi v svoje in modrice v temi ne vidi, zjutraj greva spat.
Rečem, kaj pa ti počneš? Reče, te to sploh zanima, naju seveda vse, a povsem poprimljava obči antiinteres. Zanima naju seveda, kar rečeva, a nobena ne ve, koliko bo še druga živa. In vrčujeva čas, porabiva ga, da se vprašava, ali naju zanima. Reče, pišeš o odhajanju. Rečem, da. Reče, vem. Reče, prinesem Sheparda. Reče, Shepard kavboj vedno gre. Reče, Patti Smith, reče kavboj, reče ljubav. Jessica Lange, reče kavboj, reče ljubav. Še kar sva tu že celo večno sediva in govoriva že pol ure, kam. Reče, pridi k meni, greva k meni, sediva pri meni, leživa pri meni in sprašujeva se kam. Reče, pridi k meni, pride k meni. Ljubav se ne sprašuje kam, tu je in izigrava sprijaznjenost. Reče, naredila sem, kar je bilo mogoče, si vrta v glavo, tlači tolažbo. Reče, prinesem Sheparda, Shepard je šel v avto, odpeljal po Ameriki, spal v motelih. Shepard je šel, žal mi je, ko jo poslušam. Ljubav, gledam ven na parking, kje je Shepard, kje je avto, ni in žal mi je. In ji ne povem, ni, zato kam le vedno pomeni tu. Pokončala jo bom, ljubav, tako ali drugače, bodi si z razkritjem, spominjanjem, vedno znova, bodi si z molkom. Reče, povej, toliko te že poznam, vej, kaj bom rekla, da bo končno povedala, da nima za živeti. Upa, da ne bom, da bo rekla, da sva srečni. Ko reče, Colette ni imela za živeti, pa so pomagali frendi. Rečem, Ethel ni imela za živeti, pa so pomagali frendi. Reče, vidiš, rečem, kaj? Reče, ko torej to laži. Ko šele mnogo kasneje reče, kakšen zločin. Najlepša hvala, da si tole podelila z nami. Zdaj, mogoče počas proti koncu, bi te še prosila, da bi z nami podelila še pesem, s katero si zmagala in osvojila naslov, ki je čudovito v skladu z našo letošnjo temo Vojna in mir. Namreč postala si vitezdinja poezije. Ja, ampak nisem dobila nobenega meča, neko vrtnico tako lepo sem dobila. Ja, ni panike, nič nasilnega. Za mesto vrtnic je to super. No, veš. V glavnem, pesem nima naslova? Oziroma... Ne, pesem nima naslova, je pa del tega istega nastojajočega pesniškega romana. In zmagala si tako strani režije, kakor občinstva, kar se je zgodilo prvič v 18 letih. Ja. Čestitam. Tako da pa bi te kar prosila, da prebereš. In seveda mi ni jasno, da se mi ne gre, kam za norca radost grem, na radio vadit govor. 33-letnica, odkod le, kam le? Od začetka, črko po črko, postopoma po črko, do skupaj. Na radio me vabijo samo zato, da rečejo, kaj pa r, kaj pa napaka. Kaj pa, rečem r, reče napaka, ne rečem r, reče napaka, Roma na komisijo, tribunal, konzili, ugotavlja sposobnosti, ne, sodobnosti, ne, spodobnosti. Pravno močno odloča o napačnosti, reče nacionalni, reče slovenski, jezik, reče odnegdaj, rečem nič, reče ljubezen, reče domovina, nabrekne, določa napačnosti telesa in reče, to je vzklika in drja in posluša, še kako posluša, vse skrbi le še domovina, dom, vina. Ni kaj, nimaš kaj, nekje menda moraš biti, reče kaj, nimaš kaj le vidi, napako zazna. Reče ne reče reče reci r, rečem r, reče napaka je, da sem, obujajo fašizem, ni nikdar spal, ljubijo domovino. Rečeno, grem na radio vadit govor, izrekanje glas po glas, zato sem. Konzil ustane iz ekstaze, izdavi reci A, reče reci B, rečem B, reče reci C, rečem C ali pa ne, a gotovo reče reci Č, rečem Č, reče reci Č, rečem Č, reče Č ali Č, rečem Č ali Č, reče pomembno, reče reci Č, rečem Č, reče Č, ne Č, rečem nič, reče reci Č.
Skupaj greva in nasmeh ga tišči in ne zdrži, ne prenese, se znoji, rije, upore, sklistirje, maži zobovje, odteka, le zato maši, da odteče, ne odteče, odteka in gre, se zbere, le kako, le s čim le odteka, pride nazaj, monumentalne drže, nisem te sreče, odkod le stopa na glas, jaz samo še stran, seveda lažem, kaj ti kam le. Skratka, še kar sem tu, zelo močno šibka in izpraznjen, poln mehur erotičnega gnusa, vse poprek puha. Reče, saj se sploh ne znaš izgovoriti. Skratka, smeh ihti, skratka, nenehno kadim, v imenu balansa stopam, pa nikogar ne srečam, spodaj sopiha, to je kolje, koga še, brezdomni, nemi nosilec novic, smrtnic, cin, ne odpri si, mislim, nikjer nihče, kdo le, joj ne, in si ne upam nazaj, a niti nisem šla, in je nazaj. V postorgazmskem transu, o svojem delu prične, veš, kakšne pravijo, rečem, kakšne pravijo, pravi joj, pravi to, pravi in to, reče, kakšne govorijo, govori malo, da ne fašistične govori, a veš, vem, ne, a veš, vem, potem reci č. Najlepša. Najlepša hvala. V glavnem, na tej točki bomo počasi zaključili. Zdaj, mogoče, če imaš še takšno vprašanje iz občinstva, še lahko vzajemo kakšno minutko. Okay. Ni, mogoče so si vse povedala. V glavnem, najlepša hvala za obisk. Hvala vam, hvala. No ja, ker nadaljuj z delom in tako me čakam, da bo zunaj. V glavnem, hvala. Hvala vam.